Drage poslušalke in poslušalci, Ezimit Evropa, Evropska prestolnica kulture, Medod, Brda, uspeh, strast. To je le nekaj poudarkov, ki jih bomo nizali v naši današnji oddaji Koraki do uspeha, ki jo, tako kot vsak ponedeljek, peljemo skupaj s podjetjem Spintek in častnim pokroviteljem Goranom Miškulinom. Dober dan, vošči Martin Arčon in vas seveda vabim v družbo dveh prijetnih gospodov, Igorja in Simona Simčiča. Dober dan, oče in sin. Dober dan, pozdrav vsem. Dober dan. Najprej na začetku, kdaj sta nazadnje pila kavo in se pogovarjala o poslu, takole skupaj, kot se bomo o poslu, viziji, vrednotah, ki jih pravzaprav je potrebno tudi skozi delo, posel in vizionarske misli gojiti? Moram reči, da vedno manj pijeva tako kavo, ker se pogovarjava o poslu, raje se pogovarjava kaj lepšega. Vsekako vsako toliko pa se dobiva, pa malo pogledava. V glavnem drugače pač Simon vozi svojo zgodbo čisto samostojno in če mi kdaj kaj pove dobrega, seveda sem pol vesel. Ne? Se pravi, kakšen nasvet, Simon, vedno pride prav očetovski, ali jih je danes pravzaprav vedno manj po toliko letih samostojne podjetniške poti? Vedno pride prav. Umetnost je vedno, kako ga dati in tudi kako ga sprejeti. Ne? Kako slišati to mora biti v sintoniji. Bom rekla podtalno sporočilo morda, ne? Očetje včasih, ne, starši včasih damo otrokom kakšen nasvet, ne direktno, ampak tako subliminarno bi lahko rekli. Ja. No, sicer pa Igor Simčič, slovenski športni poslovnež, vinar, ustanovitelj projekta Ezimit Evropa, verjamem, da ga poslušalci dobro poznate, in Simon Simčič, sin, danes v oddaji kot poslovnež, ki vodi domačijo Medod, in kot rečeno, posel, s katerim ste, Simon, začeli 2010. leta, ste dejali Cinkarna Celje. Začela bom z očetom, če dovolite, se pravi tudi zato, ker na nek način mineva 30 let od začetkov Ezimit Evrope, od projekta, ki je združil dve Gorici, in kot smo v mnogih intervjujih slišali v zadnjem času, postavil temelje, lahko si upamo trditi celo Evropski prestolnici kulture. Kaj pravite, gospod Simčič? To so zelo laskave besede, hvala za to. Ja, vsekakor, moram reči, da pred 30 leti se je ta ideja rodila čisto iz potrebe. Jaz sem namreč stanoval v Solkanu, moje podjetje sem imel v Stari Gorici in sem vsak dan prepotoval to mejo in seveda cariniki so mi vsak dan odpirali pač prtljažnik, sem se moral ustaviti, skratka in sem videl, ti pa imaš recimo program, te že čakajo na sestanku, imaš za poklicati tega, onga, in potem si misliš, koliko je to nesmiselno, ne? V bistvu ta teritorij je bil vedno skupaj, ne? Ampak pač zgodovina je prinesla to, da smo bili dve državi in tako, in potem sem rekel, pa dajmo to vsaj simbolično združiti, ne? In takrat se je ravno začel jaz z tekmovalno jadrnico, poklical sem oba župana, smo se dobili, sem rekel, jaz imam idejo, če ste za to, bi na jadrnico napisali Gorica, Nova Gorica, in te dve imeni povezane z evropskimi zvezdicami. Se pravi, 3 zastave so bile na jadrnici. 3 zastave so bile vedno na jadrnici. In oba sta takoj to podprla in tako se je dejansko projekt Ezimit Evropa začel. V naših oddajah pravzaprav želimo izpostaviti razvojne priložnosti Goriške. Kako pomembno je, da na nek način lokalna skupnost, zdaj ste omenili oba župana, pozdravi, zazna, pomaga pri uresničitvi tovrstnih, lahko rečemo, vizionarskih idej. Absolutno, brez njihove podpore bi ta zadeva bila moja ideja, ne? Če pa dobiš podporo nekoga, ki pač je odgovoren na tem teritoriju, potem pomeni, da ti delaš nekaj dobro dejansko za oba teritorija. In tu je bil ključ tega, bi rekel, projekta. In moram vam povedati, da sem nedolgo nazaj sem povabil vse pomembne proizvajalce vina iz italijanske strani
k nam na Medod. Ne? In na začetku sem pokazal film Ezimit Evropa. In oni gledajo, ne? Mi smo se prišli pogovarjati o vinu, ne? In tako, in gledajo, in potem sem rekel, na koncu sem pa rekel tako, ne? Glejte, sem rekel, veste, zakaj sem pokazal ta film? Zato, ker ta film, ta projekt se je začel ravno z sodelovanjem Nove Gorice in Gorice. In upam, da bomo po tej poti, glede na to, da je bila ta pot zelo uspešna, lahko tudi naredili projekt Rebule iz italijanske in slovenske strani. Se pravi, skozi vsa ta leta gledate ne samo sebe in svoj posel, ampak širši interes vključevanja, povezovanja, nadgrajevanja. Ja, veste, moj koncept ni bil nikoli ta, naredim kalkulacijo, če se mi splača narediti ta posel. Ne? Vsak tak posel je enkraten, pač se ne ponavlja, ni dolgoročen in mene to ni nikoli zanimalo. Mene so vedno zanimale dolgoročne zadeve. Zato sem najprej poiskal potrebo. Zakaj bi jaz nekaj ponujal, če ni potrebe, da moraš prepričevati, moraš imeti sponzorje in tako naprej. Če pa je potreba in ti prideš z idejo, ki to potrebo zadovoljuje, je noben ti ne bo rekel, da ne? Potem je pa na tebi, da recimo ta projekt nadgradiš toliko, da imaš tudi poslovni rezultat. Naša zgodba je potovanje iz generacije v generacijo, od vizije do uresničitve. Med drugim lahko tudi to preberemo na vaši spletni strani, Simon Simčič, spletni strani domačije Medod, se pravi generacijsko nadaljevanje, nadgrajevanje in ne nazadnje tudi usklajevanje, bi lahko rekli. Ja, tako, ja. Naša zgodba se je začela že pred mnogimi leti z mojim nonotom, z očetom Igorja, Zvonimirjem Simčičem, kateri je že v tistih časih, govorimo začetek sredine 50-ih let, kadar se je ustanavljala klet Brda, je on v bistvu, njemu je šla glavna zasluga to, da je klet bila zgrajena v Brdih, pa ne v Novi Gorici. Oče Rebule, ne? Ja, skupaj s profesorjem Veseličem sta se takrat zauzela, da so se zgradile dve posebej kleti, ker namreč takrat je želela politika narediti eno klet v Novi Gorici in združiti dve regiji. Obe regiji so super, obe regiji so izredno kvalitetne, pa govorimo o dveh različnih teritorijev, hruške in jabolke, tako da bi bilo škoda to mešati skupaj, Tako da on se je zauzel za briško klet, jo je zgradil, jo je tudi vodil, takrat je bilo treba se odločiti, kaj posaditi, in on se je odločil za Rebulo. In tako se je začela, bom rekel, njegova vinska zgodba, vinsko popotovanje, v katera smo potem mi vstopili notri in nadaljevali naprej. Vi vstopate v to zgodbo, oziroma ste vstopili v manjšem deležu, glede na to, da ste od očeta prevzeli tudi posel s Cinkarno Celje. Se pravi, združujete na nek način resen posel in hobi, ki ni zgolj hobi, ampak postaja čedalje več od tega? Ja, torej Nono, bom rekel, poleg velike ljubezni do Rebule, imel tudi veliko ljubezen do francoskih šampanjcev, in ko je on šel v pokoj v letih 80, se mu je začela njegova zgodba na domačiji Medod. V bistvu začel je ustvarjati resne penine po klasični metodi z osnovo Rebule. Oče mu je omogočil, da je to lahko ustvarjal v neoporečnem okolju na najvišji možni ravni v tistih časih, in to je bil nek hobi. Tako se je stvar začela. Pol pa z let je to raslo in je to postal že kar pomemben hobi. Pričemer je bilo treba se odločiti, ali se naredi 2 koraka naprej ali kakšnega nazaj. Tako da to se je približno sovpadalo s tem, ko sem jaz zaključil univerzo in ko sem se vrnil nazaj v Slovenijo, v bistvu takrat sem začel delati v podjetju od očeta. Istočasno smo pa potem tudi Medod začeli razvijati naprej. Kako pomembno je tu medgeneracijsko sodelovanje? Bom vprašala kar oba, pa najprej vas, Simon. Medgeneracijsko sodelovanje je, kako bi rekel, en velik plus. Ga pa ni vedno enostavno speljati. Tako da jaz mislim, da če se le da, je fajn čim več truda vložiti v to, da je uspešno medgeneracijsko sodelovanje. S tatom nismo vedno videli vse na isti način, bistveno je bilo se naučiti se pogovarjati, si zaupati.
tukaj tudi to, kar sem prej rekel, pomembno je, kako se da na svet, še bolj mogoče tudi, kako se ga sprejme. Tako da mislim, da zdaj je kar ok, ne? Da v bistvu smo kar lepo zalaufali vse in peljemo naprej. Ne? Igor, imate velikokrat tendenco, glede na to, da imate velike izkušnje, da ste šli skozi toliko uspešnih projektov, rekla bom dajati na svete, pa se potem vendarle zgodi, da se, tako kot rečemo, ponavadi ugriznete v jezik in ne si rečete, naj plavajo in splavajo otroci sami. Ja, veste, tako je, ne, ta prehod ni enostaven. Nekdo, ki je vložil celo življenje v nek projekt oziroma v neko delo, potem ima občutek, da ve kar dosti in rad soli pamet mlajših generacij. Jaz sem imel eno srečo, da ravno takrat, ko se je recimo ta momentum pripravljal o globljem sodelovanju z Simonom, se je meni razvil projekt Jadrnice, kjer Simon ni sodeloval. In sem mu, je pa hčerka, ne? Je pa hčerka, hčerka Ljen. In sem mu prepustil čez noč vse breme. Ne? Kar je bilo za njega seveda velik izziv, jasno, velika obremenitev, on pravi, da takrat naprej ni spal več dobro. Ne? Ampak to je tudi na začetku olajšalo najin odnos. Jaz nisem imel časa se vtikati v njegovo zgodbo. On je bil vedno dobrodošel, da me vprašal, če je karkoli, ampak seveda se je tudi zelo hitro učil na ta način, ne? In prevzemal odločitve in odgovornost teh odločitev. Ne? Simon, če bi lahko pogledali in začeli od začetka, bi izbrali enako pot ali so bili vendarle čevlji na začetku preveliki? Jaz bi izbral enako pot, ker bom rekel, vsako pot se da zboljšati, vsako pot se fine tuning, ne? Ampak bi kar izbral enako pot, ker jaz mislim, da bistvo je ena stvar, še posebno, kadar se ima, bom rekel, sodelovanje med večjimi generacijami, ne? Težko to vse dati pod isti imenovalec. Vsak se je rodil v svojem obdobju, vsak ima svoje izkušnje in vsak živi v drugačnem svetu. In lastne izkušnje zaznamujejo človeka, ne? In ga naredijo, da je takšen, kakršen je. In je težko zdaj dati več generacij za isto mizo in da se bodo oni neki strinjali. Zaradi tega bistvo, po moje, je, kadar se ima več generacij, še posebno znotraj družine, je, da v bistvu se določi, do kje je ena generacija in od kje naprej naslednja. Da se ne mešajo preveč stvari in to loči z odgovornostjo. Ne? Vse je težko nekaj prevzeti in kar naenkrat biti odgovoren. Ne? Jaz sem to razumel šele v momentu, kadar je tata zmanjkal. Prej v dostih sestankah sem bil prepričan, da dela marsikaj na robe lahko. Ne? Jaz sem imel drugačne ideje, dosti sva šla eden proti drugemu, ne? Ampak kadar ti v bistvu začneš delati brez, da imaš krit hrbet, brez, da nekdo drugi odgovarja za tvoje dejanja. So noči res drugačne, a ne? Začneš gledati malo drugače. Marsikaj sem jaz lahko imel prej prav, marsikaj pa nisem razumel, ne? Točno kaj vse obsega. Ne? Tako da je ključno to, ne? Da vsak je odgovoren za svoje in za tisto mora sam odgovarjati. Tako človek rase. Torej mineva 30 let, ko ste, Igor Simčič, na nek način z vizijo in projekti svoje delo usmerili v združeno Evropo. Nekateri so vas takrat gledali nekoliko čudno, morda celo lahko rečeva, da niso vsi verjeli v to zgodbo, ampak vi verjetno ste od vsega začetka. Kako pomembno je verjeti v to, kar želiš delati, delaš, ustvarjaš? Ja, jaz mislim, da to je ključno, ne, pa vsaki in pri športnikih in pri poslovnežih, da če ne verjameš v sebe in predvsem ne verjameš v to, kar delaš, da je dobro, potem nimaš take moči, ne. No, jaz sem imel eno veliko srečo, da sem v teh gimnazijskih letih šel na jadranje v Saint-Tropez, mojemu stricu Borisu Trpinu, in to na jadrnicu od Herbert von Karajanna. No, tam sem jaz dejansko videl en čisto drugačen svet, kot smo bili mi navajeni tukaj. Ne? In videl sem, da v bistvu vsi
uspešneži, kot so bili Johnny Holiday, kot je bil Rindt, Formula 1, Brigitte Bardot, ki so bili prijatelji, dejansko Herbert von Karajan in tako tudi z mojim stricem, da so zelo preprosti ljudje, da sem z njim lahko kavo spil, prej se mi je zdelo, da so totalno nedostopni. In vendar sem videl to, da je to jadrnica pripomogla. Tam padajo maske, tam si ali pa te ni. Tam, če nisi kompatibilen po enem dnevu jadranja, se skregaš in greš vsak na svoj konc. To pomeni, je en teritorij, ki ima drugačne kvalitete. In ko sem tu videl, kaj dejansko, kakšna simbolika je jadrnica, to mi je dalo navdih, da skozi zgodbo jadrnice predstavimo ene teritorije, ki so bili veliko časa narazen, pa jih skupaj združimo z slovensko in italijansko ekipo, ki že s tem, ko sodeluje in govorijo dva različna jezika, je to že simbol povezovanja, prijateljstva in sodelovanja. Se pravi, moč tega vetra v jadrih dobesedno in v prispodobi je ključna za pot uspeha. Absolutno. Absolutno. Ne samo oče, kot razumem, tudi stric je imel na vašo, bom rekla, pot, precejšen vpliv. Jaz sem imel dva vzornika in to sta bila zelo različna. Ne? Moj stric je bil športnik, je bil pilot v drugi svetovni vojni, je bil človek, ki je dejansko uspel, pač Karajan je njega izbral za skiperja in to skupaj sta bila 17 let. Ne? In to je bilo ključno zaupanje, kot sem brala? Absolutno. Prav z tega vidika ga je izbral med mnogimi, bi lahko rekli, ravno njega. In tukaj sem opazil, pri mojemu stricu, on se ni nikoli prodal. On se je tudi s Karajanom postavil naproti in to je ravno Karajan spoštoval. Da ni bil nekdo, ki je bil dobro plačan, mu je govoril tisto, kar je on rad slišal, ampak mu je povedal kritično. In to je ključno. Ti moraš ostati ti moraš zastopati sebe, tvoja prepričanja, tvoje cilje in biti kompatibilen z nekom drugim, ki to rabi, kar ti ponujaš. Simon, kako ste vi gledali na pot očeta, ko je pred 30 leti začel s projektom Ezimit Europa? Kaj je tisto, kar vam je morda od takrat ostalo oziroma dalo največ, tudi zato, da ste danes sami uspešni? Ja, takrat pred 30 leti, jaz sem bil še mlajši, bom rekel, ko sem zdaj. Precej mlajši. Bom rekel mlad, Tako da je na začetku bilo bolj neka izkušnja na morju, na vodi, kar mi je dalo sigurno veliko ljubezen do morja, do jadranja in do pustolovščine. Kasneje sem začel dojemati pomembnost projekta, ker sem videl te osebnosti, ki so bile na dveh bregovih, kot novogoriški župan pa italijanski župan, skupaj se pogovarjati, biti konstruktivna. Takrat sem začel dojemati razsežnosti tega projekta, ki je potem s časom, bom rekel, šel še v večje vodene. Morda, če se vrneva 30 let nazaj, oziroma prehodiva pot v besedah gospod Simčič, od 2010 do 2015, nastopili ste na 39 regatah in na 39 regatah zmagali. Tako je. In postavili 6 rekordov, ki večina še danes jih ni nobeden premagal. No, izrednega pomena je, da se razume, kako se je ta projekt razvijal. Mi smo iz Nove Gorice prišli potem v dimenzijo Slovenija, Furlanija, Julijska krajina. Na slovenski strani podpora zunanjega ministra in predsednika in na italijanski pa predsednika Furlanije, Julijske krajine. Potem leta 2002 smo dobili podporo predsednika Evropskega parlamenta Pat Coxa in dovoljenje, da plujemo tudi pod Evropsko zastavo in da predstavljamo simbolično celo Evropsko unijo. No, to je bil izredno pomemben korak. 2006 je podporo dal tudi Barroso, predsednik Evropske komisije, in v vsem tem času smo nabrali tudi 11 predsednikov držav, medtem tudi Nemčija, Francija in Slovenija, Hrvaška, skratka Poljska in tako, ki so podprli ta projekt. Videl sem izredno pomembnost pri tem projektu, da mi smo dejansko delali nekaj dobrega. In tudi tisti, ki politično niso se recimo bili še čisto jasni, kako
raje so se vzdržali, kot pa da bi dali nek negativen komentar. Ne? In to je bila moč tega projekta. Ampak to moč ste črpali kaj? Iz vere verjeti, iz poguma? Kaj je tisto, kar iz poznanstev, se pravi, ali vztrajnosti? Ta moč je izhajala iz poslanstva. Mi smo dejansko predstavljali teritorije, predstavljali smo najprej 2 mesti, potem smo predstavljali celo Evropo, milijonov in milijonov Evropejcev, ki so v naši Jadranici in zastavi, ki smo jo nosili, pač videli njihov simbol sodelovanja. No, s tem, ko pa recimo 2015, ko me je sprejel generalni sekretar Združenih narodov v New Yorku, v njegovi pisarni, no, tam sem dobil dokončno potrdilo, da delamo res nekaj zelo velikega. In on je rekel, vi delite vrednote Združenih narodov in zato imate vso mojo podporo, in dal mi je tudi eno zanimivo idejo. Je rekel, veste, to, kar vi delate na evropskem kontinentu, bi mi v Aziji še bolj potrebovali. In tukaj se je rojevala nova dimenzija projekta, o kateri upam, da jo bomo v naslednjih letih tudi doživeli. Se pravi, združili ste najprej 2 Gorici, potem ste prešli na evropski parket, Slovenijo in Italijo, in zdajle se potem takem spogledujete s svetom? Ostalim svetom? Ja, v bistvu prišla je ena rojevala se ena zelo zanimiva ideja, tudi zaradi vseh situacij, ki so dejansko v svetu in v športu jadranja, ne, da naredimo en korak, nekega pač še nobeden do zdaj ni naredil. Če imamo danes recimo America's Cup kot eno elitno regato, vemo, kaj še tam manjka, in mi bi v tem novem koraku želeli ravno to narediti. In kaj je to? Dejansko jadrnica, če zastopa nekega bogataša, ni pozitivno. Jadrnica mora zastopati ljudi, to pomeni državo. Ne? Takrat imaš ti vso populacijo, ki navija zate, ko si na regati proti nekim drugim državam. No, in v tem kontekstu je prišla ideja, da pač v bistvu naredimo najprej eno jadrnico, ki bo ponovno najhitrejša na svetu. To je predpogoj, in ko ta jadrnica bo plula 1 leto in na vseh kontinentih zmagala, naredimo drugo fazo projekta, jadrnice, ki bodo predstavljale kontinente. Jadrale bodo za nacionalno jadralno zvezo, to se pravi, naša bo jadrala za slovensko jadralno zvezo, vendar bo predstavljala celo Evropo. In to je ta zadeva, ki v bistvu bo presegala do zdajšnje mejnike, ki so jih postavili. Neumestno bi bilo vprašanje, kako realen je ta projekt, ker slišim, da je, da se na temu dela. Podpora očitno je tudi že na nek način, lahko rečeva, obljubljena. Ste si zadali morda tudi kakšno časovnico? No ja, mi smo imamo že smo v neki situaciji, ki dejansko lahko verjamemo, da se bo to zgodilo. Časovnica je v bistvu začeti graditi jadrnico naslednje leto in potem po 2 letih se zgodba začne, ne? Ko bo jadrnica narejena. Ne? Veste, tako bi rekel, ne? Spet smo tam. Ne? Kaj predstavljamo mi s tem? Ali smo mi neka komercialna zgodba, ali smo mi neki, ki pač nekdo si hoče pokazati? Ne, to ne deluje, vedno manj. Ti moraš biti izviren, moraš imeti, mi bi radi jadranje približali vsem ljudem, ne samo jadralcem. In tudi zato smo vedeli, kaj manjka. V bistvu, ko ti snemaš na jadrnici in iz zraka jadrnice, morajo navadni ljudje, ki niso nikoli jadrali, razumeti, kaj se tam dogaja. In s tem, ko ti to uspeš povedati in pokazati, potem rase interes. In s tem, jasno, zanimanje tudi ključnih igralcev na tem parketu. Če se zdaj obrneva, Simon, k uspešni zgodbi podjetja Medod, kaj je tisto, kar bi predvsem izpostavili v zadnjem času aktualnega
nova blagovna znamka, bi lahko rekli na nek način. Norma je tisto, kar daje novo normo domačiji kot taki, da slišimo več. Se usmerjate v mlajšo generacijo? Ja, tako. Bom rekel, zgodba vinska, moja osebna, se je jasno začela z domačijo Medod. Tam sem dobival izkušnje, ideje, vizije in potem se je prišlo, bom rekel, v nek moment, kadar je pripeljalo do ene nove ideje. Namreč, da se postavi eno novo blagovno znamko, ki sicer nima veze z Medotom kot takim. Medod gre naprej po svoji poti, tisto je odgovornost, bom rekel, družinska odgovornost, še posebno vezano na nonota, da peljemo zgodbo naprej tako, kot smo jo do danes. Je dober občutek to, da pravzaprav sledite tistim prvim, bom rekla, odločitvam že nonota. Ja. Sicer so bile takrat njegove odločitve za tisti čas avantgardne, in potem preide tista prelomnica, ki smo prej rekli, kadar nova generacija, nove ideje in zdaj kako to nadgraditi, ampak istočasno je treba biti sodobni, je treba, bom rekel, se prilagajati biti v koraku s časom. Tako da sigurno, kadar si potem, bom rekel, uspešen in vidiš, da tvoj dojenček rase in pridobiva z leti, bi bilo lepo, da bi vse generacije istočasno živele, in potem bile, bom rekel, deležne oziroma taken z roko, to realnost, današnjo. In v čem so vina Norma drugačna od sicer že poznane ponudbe vin Medod? Ja, vsako, bom rekel, pa velika večina vinskih hiš, kleti na svetu se začenjajo z nekim teritorijem, z neko sorto, z neko filozofijo, in na koncu cilj je v bistvu piliti ta teritorij, ta tvoj brjač, iz katerega izhajaš, in iskati nek svoj karakter in biti vedno bolj popoln, bom rekel, na tem tvojem teritoriju. Norma je obrnjena v bistvu zgodba na glavo. Mi ne govorimo o teritoriju, ne govorimo o sorti, ampak govorimo o nekem vinu, ki je prvo delo namenjeno bom rekel, mlajši skupini, skupina kupcev, ki je, če posebno v Sloveniji, še vedno bolj pristaš bom rekel, drugih pijač, nimajo še te kulture vinske, in da jim daš ti neko obljubo, da vsako leto je tisto vino tako rekoč popolno. Ne glede na kakšne so vremenske razmere, ne glede ali si imel točo ali nisi imel točo. Se pravi, mešanica različnih sort. Tako. Koncept so 4 vina, bel kuve, rdeč kuve, roze, tudi ta kuve, in penina kuve, po šarma metodi. Tako da ni mu za vsako leto so iste sorte, ti iščeš, da je vino, bom rekel, stalno v nekem ravnovesju, med svežino, polnim okusom, da ima vse karakteristike in da je, bom rekel, lahko partner mnogo različnim situacijam. In zakaj ste pravzaprav s temi vini na nek način ciljali ali ciljate na mlajšo populacijo? V bistvu tako, mi na Medotu, bom rekel, delamo, kako bi rekel, relativno zorjena vina, čeprav penine, v veliki večini, ampak kljub temu so vina, ki so najmanj 4 leta starana v kleti na kvasovkah, se pravi 5 let od trgatve do tega, da ti prideš na trg. In to so vina za izkušenega pivca, za nekoga, ki se spozna na vina, se spozna na teritorij, ima jasne ideje, kaj on želi in s katerim vinom se on želi asociirati. Mlajša skupina ljudi je pa taka, bom rekel, ta mladina od 20 do 30, tudi do 40, lahko. V bistvu je skupina ljudi, ki nima dosti časa se s tem ukvarjati. Ta znanja o vinu ti pridobiš z leti, te modrosti. Življenje danes teče hitro.
Vsi poznajo velike znamke, kot so Moët Chandon, pa kaki Chablis, pa tako naprej, svetovne znane kleti. Tiste mlad posameznik, ki si lahko to privošči, si to privošči in vzame. Marsikaj drugi se ne obada z vinom, zaradi tega, ker nima časa, nima znanja in tako naprej. In v bistvu mi smo s to normo nekako postavili kot eno normo za mladino, da lahko imaš nek safe choice, da si izbereš vino, če ti všeč belo, lahko belo, če ti všeč rdeče, lahko rdeče, ali pa roze, ali pa penino, in lahko kombiniraš hrani, lahko prineseš k nekomu na obisk in veš, da ne boš naredil slabe figure. Pomembna je tale zunanja podoba, ki je tudi nekoliko drugačna, bolj drzna morda pri teh novih normah. Tako kot s konceptom, tudi z imidžem smo šli, bom rekel, v neko novo smer. Ne. Mladina ne pali toliko na heritage, na zgodovino, na trdnosti in tako naprej, ampak bolj na hiter dražljaj, nekaj drugačnega, nekaj novega. Ne. To jih najbolj privabi, ker so stalno željni nekih novih občutkov. Tako da tudi, bom rekel, samo vino, sam vizualen koncept vina, ne, je postavljen tako, da so čiste linije, čiste etikete, vsako vino ima svojo barvo, v drugih zadevah so si etikete povsem enake, razen z razlagi na zadnji strani. Nekaj zadnjih minut oddaje, Igor in Simon Simčič, se pravi najti čas za vse projekte, za vse vizionarske poglede. Kaj mislite, Simon, ste bom rekla, najbolj koristnega prevzeli od svojega očeta? Ja, eno stvar, kar sem vedno opazil, je, da on je nikoli živel v sedanjosti, v tem trenutku. S tem se on ni ubadil, s temi problemi. Ne? On je vedno strmel k tismu, k njegovi viziji v bodoče. Ne? In je pravilno bom rekel, pomembno zdati obema, predvsem viziji, ker tista te potem popravlja smer in tisti je treba strmeti, ne glede na danes. Kaj je bolj pomembno, Igor? Modrost zrelega človeka ali neustrašnost in pogum, ki nas preveva v mladih letih? Jaz mislim, da je dobra kombinacija obeh prava rešitev. Mlada, bi rekel, nove generacije imajo druge poglede, vizionarsko drugačne poglede, in če kombiniraš s tem, kar ti imaš izkušnje in vidiš, kam bi bilo dobro iti, evo, to je mogoče tista prava kombinacija, ki te pelje do uspeha. In za konec še misel, ki sem jo danes zjutraj dobila, moj oče mi je dal največje darilo, ki ga lahko kdorkoli podari drugi osebi, verjel je vame. Koliko resnice je v tem, Simon? Je. Kot je rekel tata, pri nas je bila sila razmer, da se je njemu nekaj začelo in sem jaz moral vstopiti noter in se nisva dosti srečavala na teh temah, ampak to je ključno. Ne? Če je otrok pravilno, bom rekel, vzgojen oziroma da je pravilno odrastel, mora imeti občutek odgovornosti, pol pa na očetu je, da mu to odgovornost da. Ne, in da tudi da težo tej odgovornosti. Vsak otrok noče razočarati svojega starša in je prav, da je tle neka meja med obema, da on lahko gre naprej po svoji poti, vedoč, da bo pazil, kaj dela. Verjeti je vaša vrlina, Igor? Absolutno. Ne kar v 3 dni, ampak dobiti argumente in osnovo, da lahko verjameš. Ko verjameš, si svoboden. Hvala lepa obema, ker sta prišla, delila vašo družinsko zgodbo oziroma več teh zgodb z našimi poslušalkami in poslušalci. Vse dobro in uspešno naprej. Slišim, da bomo še govorili tako zgodbe Medota kot zgodbe Ezimita. Hvala in srečno. Lepo zdrav vsem. Hvala. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.